Okvir za debato smo mi poslali oziroma zapisali v vabilu. Ta okvir je izredno širok, tako da verjamem, da približno uri pa pol ali po 2 urah vsega ne bomo mogli izčrpati. Se mi pa zdi, da je to primerna istočnica za to, da se pogovarjamo o temi, kateri smo mi dali naslov, ali vemo, kje smo in kam gremo. To malo tudi asocira na članek profesorja Mencingerja v prilogi enega znanih slovenskih časopisov, mislim, da je izšel pred približno 2 mesecema, je pa s tistimi stališči, ki so bila tam izražena, seveda še vedno silno aktualna. Dovolite mi, da za začetek na to vprašanje, ali vemo, kje smo in kam gremo, odgovorim z eno rahlo reminiscenco na čase, ki smo jih večina tu prisotnih, oziroma ki se jih večina tu prisotnih zagotovo spomnimo izpred 20 let, ko smo se v takratnem času približno enako sprašvali. In takrat smo si tudi na vseh forumih takratnih in političnih organih odgovarjali na to vprašanje z odgovorom, da smo, kjer smo in od tukaj gremo naprej. Danes je seveda vsakomu jasno in razvidno dvoje. Prvič, da bolj ali manj sploh ne vemo, kje smo. In da posledično, ker ne vemo, kje smo, se tudi naprej ne da, oziroma ne vemo, kako naprej. To je seveda dovtip. Vendar je vsa problematika današnje stvarnosti, da celotna realnost funkcionira kot dovtip, vendar nažalost kot slab dovtip, ki nas namesto s humorjem in veseljem, ter posledično tudi upom, lahko kvečemu spravi v slabo voljo. Toda to je tisto, kar ostane, ko dovtip izgine. In spet smo pri tem, s čimer smo začeli, se pravi, zastavimo si vprašanje, kje sploh smo in kam smo namenjeni. Seveda to govorimo v okviru ekonomskih politik, ekonomske realnosti in seveda tudi družbeno-politične realnosti, v kateri se naša skupnost nahaja. Če analiziramo, kakšna je ta realnost, ne samo za ta del zemeljske krogle, ki se mu reče Slovenija, ampak nasplošno, potem hitro lahko preidemo na razpravo o velikih vprašanjih, o velikih politikah. Ta velika vprašanja pa imajo 5 bistvenih točk, ki jih bom jaz zdaj le parafraziral, glede na to, kako jih je oblikoval Paul Krugman, lanskoletni dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo. Prva točka je, da je znanje o ekonomskem razvoju zelo omejeno. Priporočljiva je skromnost pri oblikovanju politik in previdnost pri prevelikem posploševanju. Druga bistvena točka je, da se kar naprej uveljavlja sklepe brez prave podlage, ki dajejo doktrinarno podporo politiki, in eden od takšnih najbolj razvpitih primerov je tako imenovani Washingtonski konsens, ki ima 3 temeljne točke, ki so mantra vseh današnjih ključnih ekonomistov. Te 3 točke pa so popolna liberalizacija, ekonomska liberalizacija trgovine in financ, popolna, skoraj da že religiozna zaverovanost v sili povpraševanja in ponudbe na svobodnem trgu in pa splošna privatizacija vsega in vsakogar. Tretja bistvena točka je, da je običajna modrost nestabilna. Redno se spreminja v nekaj drugega, mora biti celo nasprotnega od prejšnje stopnje. Čeprav so njeni zagovorniki spet zelo samozavestni, ko vsiljujejo novo pravovernost. Četrta značilna točka je, da se za nazaj pogosto strinjamo, da politike ekonomskega razvoja niso služile svojemu izraženemu cilju in da so praviloma temeljile na slabih zamislih. In peta, zaključna točka, je, da običajno trdimo, da slabe zamisli uspevajo, ker so v interesu vplivnih skupin in da se to brez dvoma dogaja.
Zdaj, če gledamo to z zgodovinske perspektive razvoja ekonomije, se to dogaja zadnjih 200 let, vsaj od Adama Smitha naprej. In lahko bi rekli, da velja trditev, da je predstava o resničnosti vselej drugačna od resničnosti same. Gospod profesor, ali mislite, da je takšno vod malo preveč apokaliptičen, ali mogoče vendarle odraža dejansko stanje?